Tina in Ibrahim želita od učencev osnovne šole Kolezija izvedeti, kam bi se ti preselili. Včasih so fotografije tudi zavajajoče. Na začetku sem mislil, da je ta kraj v Ukrajini ali pa v kakšni Aziji, pa sem zvedel, da je to v Sloveniji, v Slovenj Gradcu. Delavnica En svet med drugim razkriva vzroke za selitve ljudi. Kako je videti porazdelitev svetovnega prebivalstva in vsega denarja na zemljevidu sveta, so mladi na začetku bolj ugibali. Mi smo prišli do ugotovitev, da največ ljudi živi v Aziji in v Afriki, največ denarja ima pa Evropa in Severna Amerika. Prav gotovo nas je najbolj presenetilo, da ima Azija dejansko 60% celotnega prebivalstva. Mladi so se pri podatkih večkrat zmotili, saj so presojali na podlagi stereotipov. Tu se prav gotovo kaže že samo recimo na televiziji, prikazujejo nekatere države lepše, nekatere slabše. Ibrahim živi v Sloveniji že 36 let. Zaupal jim je, kako je bilo na začetku. V začetku, ko sem prišel sem, je bilo vse je bilo novo. Ne. Vreme, hrana, ljudje, pokrajina. Ne. Moram povedati, da prvi cilj je bil, da bi šel nazaj. Ogled prispevka o priseljencih, še bolj pa Ibrahimova izkušnja mlade spodbudita, da razmišljajo o medkulturnem dialogu in sprejemanju priseljencev. Mi bi jim mogli pomagati, ampak bi še lahko tudi od njih naučili zelo veliko stvari. Različne jezike, kulture, navade in to bi bilo zelo zanimivo. Mladi se zavedajo, da ne morejo spremeniti sveta in rešiti vseh težav, lahko pa spremenijo sebe v zavedanju, da imamo ljudje veliko skupnega.